Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd bi govorila o partnerstvih, torej o tem, kako izboljšati izkušnjo stranke ali pa tudi povečati število strank skozi partnerstva. In zdaj ti si mi prej omenil, da v bistvu partnerstvo to ni nekaj, kar smo razvili, ko smo naredili sistem trgovin, pa je bilo treba neke distributerje imeti, ampak že precej prej. No, sej ta del, da so mogoče bile trgovine, ostaja. Okay. Ampak je nekje v konc srednjega veka, ali pa tako so imeli en model partnerske prodaje, pa ne zdaj tako v smislu, nego ti pripeljal neko robo, si jo malo izmenjal in zdaj, če si velikrat od njega kupil, si dobil ene kovance, srebrnike, zlatnike, nima veze, posebni in pa si od tistega, ki si dobival, če si jih 10 zbral, ne vem, vzel pa en paket ekstra stvari ali pa take stvari. Veš, tako imeli so ta zbiranje točk v partnerstvih. Tako da ta del se mi zdel zanimiv, da je to že toliko nazaj potekalo. Partnerstvo z lojalnostnim programom. Ne? Tako, ja, tako ta advance del, sej vprašanje. Mislim, to se mi zdaj zanimivo. Druga dva primera sta pa prav tako tipa partnerstva, ki jih poznamo tudi danes, ali pa so ene izmed tip partnerstva. En je podjetje Singer, če poznaš. Singerce so šivalni stroj iz ZDA, to tam izhaja z leta 1850, 19. stoletje. In oni so prvi ponudili v bistvu v Ameriki model, da so rekli, ok, lahko ti naše stroje prodajaš, pa jih servisiraš pod nekimi našimi standardi. Ja, prav, imeli so nek franšizni model, prodajalski reseller, nekaj tega. Drug je bil pa tudi v 19. stoletju pa Adolf Sachs, pač poznan po saksofonih, on je bil belgijski izumitelj, pač tako prodajaš v Belgiji, si omejen in pa je v bistvu dovolil drugim izdelovalcem glasbil, da so, mislim, saksofonov, da so pod njegovim imenom izdajali. A veš, on je v bistvu brand, si lahko napisal gor Sachs, če si upošteval določene standarde, verjetno, ki jih je on pač postavil. Tako da se mi zdel to kar zanimiv, nekaj novega. Ja, zelo, tako kot si rekel, zelo sodobni modeli partnerstv. Ok, se mislim, da je žaka res zanimiva tema. Prej štartava, če imate za naju kakršnokoli vprašanje, na frodix.com/vprašaj je ena forma, kamor nam lahko pišete, tam je prostor za vprašanje ali pa tudi za komentarje, predloge novih tem, vsega bova vesela. Tako, zdaj pa Gorazd, če štartava tako mogoče zelo na široko, kakšne sisteme partnerstva ali pa vrste partnerstva poznamo? Ok, če se greva zelo široko, prvi ali pa mogoče v digitalu zelo poznan je v bistvu affiliate sistem. To so v bistvu priporočila prek spleta, recimo si zelo znamo predstavljati youtuberje, ki promovirajo neko vsebino, influencerji, ki vsebino neko dajali, pa včasih so bloge pisali, pa so Amazonove linke dajali, in pa glede od tega si nekaj plačan, če je pač nekdo naredil nakup. Drug je referral, ki je sicer uporabljen tudi v digitalnih kanalih, lahko pa tudi v klasičnih kanalih. Referral bi rekel, da je tako napotitev stranke, se pravi, ti nekoga priporočiš. Imaš lahko model, ti si dober prodajalec, pa veliko nekih izvajalcev, pa v bistvu samo pošiljaš, rečeš, tja, pa si vzameš neko provizijo za to. Pa imaš model agent broker, to je v bistvu neke vrste posrednik, ki je v bistvu malo je podoben temu referalu, samo da on v bistvu pač je bolj lastnik te stranke, pač išče to stranko in ne vem, pol on išče najboljšega ponudnika za to stranko, običajno ali pa recimo v današnji dobi ta agent broker zelo tako pomeni, da brandi ne dajo distribucije recimo na določenem trgu, ampak rečejo, ne vem, nek brand pride v Evropo, pa reče, da bi ne vem, imel prodajalca, en klasičen model bi bil prek distributerjev pa wholesalerjev, veletrgovcev, zdaj model je pa tudi lahko tak agent model, pa rečeš, imam nekoga, ne vem, v Belgiji, pa mi on v bistvu naredi pot do končnih mojih strank in on je pač umestnik, posrednik, dobi pač neko provizijo za to. Malo več ovna kot pa referral, ki sem da naprej. Ima še malo več odnosa gradi. Zdaj pa je naprej, to sem že zdaj rekel, je wholesaler distributor, čista klasični, recimo, če si predstavljamo v kolesarski industriji, ki so enkrat tudi v Grašci govorila pa vsem tem, Grašca prodaja kolesa, Scott recimo in jih kupuje od slovenskega uvoznika,
Ta slovenski uvoznik je pa v bistvu distributer za znamko Scott za več trgovin v Sloveniji. Ne? In pač ta drug koncept, pa imamo neke tech ali pa tehnološka partnerstva, to je recimo to, ko mi sodelujemo z HubSpotom, z Marsisom, recimo, ne, je v bistvu bolj na tem delu, lahko bi pa rekel, da je tudi v tem delu, da skupaj razvijaš del tehnologije. Ne. Tehnološka partnerstva bi bila recimo DaveSoft, slovensko podjetje, ki dela v bistvu merilne naprave za NASA in podobno, pač razvija še s kakšnim drugim podjetjem neko komponento, ki je potem ograjena v nek del. Pa privede v bistvu OEM, se pravi Original Equipment Manufacturer. To pa v bistvu pomeni, da ti za prvo vgradno sistema, se pravi ne za nadomestne dele, recimo ne za BMW-ove motorje, delaš en del komponente, kjer si ti kupil od nekoga en del stvari, ne vem, polproizvod, si ga dopolnil z nekim svojim delom in v bistvu ta končni produkt daješ recimo BMW-ju, ki ga direktno ugradi v avto. Recimo, ne vem, v tem primeru bi bile to lahko luči, imamo pač v Sloveniji podjetje, ki dela LED luči. Pa imaš pa še razna strateška partnerstva, kjer se pa potem podjetja povežejo skupaj zato, da recimo nekaj novega naredijo ali pa, ne vem, recimo eni pripeljejo del neke tehnologije, del mogoče pa neke zakonodaje uredijo in pač skupaj to delajo te stvari. Mogoče zdaj, ne vem, kam bi uvrstil OpenAI pa Microsoft, ne, to je mogoče tech partnerstvo, pa strateško partnerstvo, tudi ko nekdo daje v bistvu hardversko infrastrukturo, nekdo pa razvija recimo large language model, pa te zadeve gora, ne. Tako, recimo, zanimiv primer tazga, res strateškega partnerstva ali pa neke tudi strateške investicije iz strani Microsofta. Tako je, to. Ok, zdaj, danes bi se vseeno mogoče osredotočil na par teh modelov. Mogoče zdaj affiliate lahko je zelo fokusiran, pa imaš par partnerjev, ki so tvoji, ki te priporočajo. Lahko imaš pa, ne vem, kot Amazon, kjer se pač kdorkoli lahko registrira v njihov affiliate program, kjer jasno je noter tudi nek proces za te kontakte, ampak je pa vsem digitaliziran. Ne? Tako da bi se vsem probala osredotočiti na partnerstva, kjer je pomemben ta, rečemo vsem, odnos s partnerjem, grajanje odnosa s partnerjem, pa na tak direkten B2B2C model, torej ne na distributerje, kjer je proizvajalec, distributer, trgovec, pa potem šele končni kupec, pa mogoče še kaj vmes. Tako da mogoče malo ta partnerstva, ki jih imajo proizvodna podjetja z monterji, tam je zelo veliko tega osebnega odnosa, pa grajenja odnosa, pa grajenja partnerja ali pa dela na partnerju. Tehnološka partnerstva, tudi podobna, kjer želiš, da ti partner potem tvoj software implementira, pomaga pri vzdrževanju ali pa nudi direktno, tudi on nudi podporo. Tako da se mi zdi, fokusirala bi se na te, kjer je več dela z odnosom ali pa kjer imaš ti tudi kot proizvajalec potem nek stik s končnim kupcem v nekem trenutku. Ja, se mi zdi ta del pomemben, kjer ti je pomembno, da ostaja nek tvoj partner, ne? On je lahko reseller ali pa prodajalec svoje storitve ali pa izvajalec svoje storitve in on gre lahko konkurenci po to isto. Zato je toliko bolj pomembno, da... Tako. Bova pa jasno skozi neke tehnike, taktike, hinte, ki jih bova dala, se bova pa mislim, da so pa relevantna za vse tipe partnerstv. No? Zdaj, mogoče najprej, kaj so benefiti partnerstva? Zakaj se odločiti kot podjetje, kot proizvajalec nečesa ali pa kot tudi nek ponudnik storitve? Zakaj se odločiti za partnerstvo? Predvsem zato, ker želiš več strank na koncu dobiti neko rast, predvsem na nekih običajno novih trgih, ki jih sam ne poznaš dobro, oziroma bi mogel zgraditi zelo drago prodajno mrežo, se pravi, to je zelo velik capex vložek, ki moraš ti toliko in toliko nekih poslovalnic zgraditi. Tako, ker eno je torej zaposliti novega prodajalca, drugo je pa odpreti novo enoto ali pa podružnico, ki pa ni dovolj, da ima samo prodajalce tam. Ne? Ja, tako sploh to, kar si rekel, veš, imaš nekdo, ki na koncu izdelek tvoj izmontira, recimo, da gre za neko vgradno. Ti bi rabo tam toliko ljudi zaposliti, veš, vas ta sklop narediti in celotno tveganje prevzeti celotnega trga, tako da to stane veliko denarja, pa porabiš ogromno časa. In zdaj, če je pa to neko podjetje tam, ki se že ukvarja s, ne vem, in ima tudi nekaj svojih strank, zna stranke pridobivati, je pa pol nekako naravno, da bi dobil tako podjetje, pa rekel,
jaz bi pa z vami želel delati, imam tak produkt, ki je še boljši od tega, kar ste ga mi zdaj, pa je komplementaren, kar vi zdaj delate, ograjujete okna in pa delamo vrata. Tako ste na hiši lahko zdaj še to ponudite. Na eni strani mogoče malo pozabimo včasih partnerstvo pomembno tudi zato, ker ti iz trga dajo nek feedback, neke znanje, izkušnje, ki jih nekdo, ki je bolj lokalno opet, ti lahko da nazaj zato, da boš ti znal boljš mogoče prilagoditi sam produkt ali pa če ti delaš in general marketing globalno, bo znal prilagoditi komunikacijo za te dotične trge. In zdaj več, ko imaš ti nekega manpowerja, nekih prodajnih, se pravi razvejene prodaje, močnejši si proti konkurenci. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Tako da v osnovi zaradi, jaz bi rekel, predvsem zato se lažje razširiš in poveča svoje prihodke. Ja, tako je. Multiplikator je tukaj, ne? Torej en partner ti lahko prinese 100 ali pa 1000 ali pa 10,000 končnih kupcev, ker partner lahko raste v bistvu neodvisno od tebe, jasno, odvisno od tvojih kapacitet. Zdaj pri SaaS rešitvah je to drugače, ker jih je, rečva, lažji neskončno število narediti, mogoče, če si proizvajalec nekih oken, vrat, nečesa fizičnega, nadstreškov, kot smo govorili, tudi, ko smo se pogovarjali o sales quizu. To je mogoče to si malo drugače omejen, ampak partner lahko raste neodvisno od tebe in prodaja tvoje stvari, kjer bi ti mogel to čist drugače vložiti. Okay. Kaj bi pa rekel, da so torej ključni elementi tega sodelovanja? Torej, ker je odnos drugačen. Torej, ti imaš, kot si rekel, lahko odnos direkten s kupcem, mogoče celo imaš direkten nastop, imaš spletno trgovino, kjer direktno nastopaš do kupcev, na drugi strani imaš pa potem partnerje, s katerimi se treba drugače obnašati, drugače z njimi delati. Ja, jaz bi rekel, da prva stvar, ki je zelo pomembna, je neko zaupanje in transparentnost. Raven v tem delu, si mal D2C, direkt do strank, recimo, da je to tak del, po drugi strani pa partnerjem prodajaš. Sve, lahko to delaš, ampak pa mora biti zelo jasno, kakšne cene so, kakšne marže ti zagotavljaš dejansko tem, ki tvegajo več, čeprav ti nastopaš. Kakšne na konc koncev moraš biti zelo transparenten, a imaš ta prave zaloge, kaj so tiste neke obljube strankam, ki se jih lahko da, veš, kako je s tvojimi dobavnimi roki. So neke stvari, kjer bo partner prodal, pa bo pol čakal, da boš ti to proizvedel in pač on izpade zelo nekredibilen, stranka na koncu nezadovoljna, če ti nisi nečesa. Partner je brez tvojega podjetja, velja tudi v drugo smer. Seveda, tudi v drugo smer, ja. Tudi on ne sme skrivati informacij, tudi on mora biti transparenten v smislu, na katerih priložnostih dela, koliko je teh priložnosti, saj nek tak način. Zdi se mi, da drugo mora biti zelo jasno definirane vloge. A veš, kaj ti kot proizvajalec delaš s produktom, kjer del procesa ti pokriješ, ali tudi del marketinga ali ne, ali on nekaj v sistemu samo nese, pa ti pošleš ponudbo v njegovem imenu, kaj v bistvu pa pol partner naredi, kaj njegov del je ta stik s kupcem, kaj mora on razliti in tako naprej. In tukaj ta kakovost se dela, kakovost in v bistvu ta prava komunikacija, če tega ni, na jasno definiranih vlog, pa je pride do nekih konfliktov ali pa podvajanja informacij, pa je lahko stranka zmedena, nočemo, da je stranka zmedena. Pol prijemo do tega, da to v bistvu mora biti zelo pomembna končna izkušnja za stranko. To, kar si rekel, to je obraz. Če jaz grem v Porsche Slovenije kupiti, ne vem, Volkswagna, pač to je zdaj obraz Volkswagenove skupine kot take. In pač to preneseš pač na celoten brand. Zdaj, pol se mi zdi četrta stvar, ki je zelo pomembna pri partnerstvu, je podpora pa izobraževanje partnerjev. Mogoče vsem tem, kar sva že naštela, v smislu, da jih delaš trening, da jih treniraš, pa izobražuješ v smislu, kako prodajati, kakšen v bistvu, kaj je recimo pozicioniranje našega produkta v primerjavi s konkurenco, to se mi zdi, pa moš nekaj nagrajevati zvestobo, nagrajevati, če nekdo dobro dela, to je klasično, fajn je pa da si deliš podatke, izmenjuješ neke podatke o priložnostih, kaj se na trgu dogaja, kaj jih pa lahko nazaj uporabljaš. Zdaj nek skupni nastop na trgu, kot v smislu so marketing ali pa neke skupne zadeve. V tem rečva digitalnem svetu ali pa software svetu je to kar dosti pogosto, ker tudi mi organiziramo kakšno konferenco, kjer mi prevzamemo to lokalno
pa je v bistvu sponzor eden od naših vendorjev. To je recimo tak primer. Pa zelo po mojem moraš imeti tudi razdelan neka cilje in pričakovanje partnerstva. Zato gre malo s tistim nagrajevanjem. Če ti rečeš, čez partner pa prodaš toliko, zdaj malo je odvisen od tipa podjetja, ki si, veš, če je to neko res proizvodno podjetje, pa gre za OEM dele, tam zdaj, ko bo pač, ne vem, nek velik proizvajalec avtomobilov tega imel, ti moraš v bistvu biti sposoben narediti toliko teh delov, zdaj ti njemu ne moreš pogojev postavljati, da bi ste pa premalo avto dali. Tam je malo v drugo smer. Ampak je pomembno torej, da če je možno, da imaš nek partnerski program, kjer lahko nekdo vidi razlog, zakaj biti tvoj partner ali pa zakaj več s tabo delati. In vse to, kar si naštel, se mi zdi ta transparentnost je ključna, ker eno je, kaj dela partner, kaj dela podjetje, drugo je, kaj delajo drugi partnerji, kaj ko delava dva partnerja na isti priložnosti, kako se to razrešuje, se tle stvari delijo, je jasno, kaj od koga. To je ful pomembno, da ima res partner, pa na drugi strani pa tudi podjetje, da imajo občutek, da so v istem čovnu, da skupaj delajo za isto stvar. Ena stvar, se sva že parkrat omenjala ali pa že konkretno govorila o tem, ampak omenil si nagrajevanje zvestobe, torej tukaj je en kup enih tehnik ali pa stvari, ki jih je treba narediti. Ampak za začetek mogoče, zakaj bi podjetje sploh vzpostavilo program zvestobe? Ker oni imajo partnerstvo, pa partnerski model, ker se ti mogoče pri nekem številu strank ali pa številu prometa se ti dvigne marža, torej je zelo jasno, kako bo nekdo napredoval. Ja, a veš, če tako pogledaš, pa bi rekel, kdorkoli je lahko naš partner, ampak zato, da je nekdo partner, v vsakem primeru daš ti delček dobrega imena nekomu. In zdaj, če ti rečeš, kdorkoli se aplaja, je kar lahko naš partner, pa vse dela v našem imenu, se kar zelo, taka spolska tla, malo tvegaš pa to. Affiliate je drugo, ko nekdo sam linke daje, pa še vedno se ve, da je to sam affiliate, on ni, ti. Tukaj pa deluje, kot da se v tvojem imenu nekdo predstavlja. Tako, affiliate ima drug problem, ker on se ukvarja s tem, mu bojo ljudje še zaupali, če da affiliate linke, medtem, pri partnerstvu je pa, tako kot sva rekla, je nekdo tvoj predstavnik na nek način. Tvojo majico ima gora, veš. Tako. In zdaj zvestoba, je sve, ti hoče z enim partnerjem čim več zadev narediti. Pač cilj ti je, da bi imel, ne vem, manj je več, ali pa 20-80, pa Paretovo pravilo, 20% partnerjev, to je tako posto stvari naredili. Zdaj, ti se želiš ukvarjati večinoma s temi največjimi in imeti take velike partnerje. Se pa vseeno zgodi, da partner, pa prije konkurenca, pa najde neko cenejšo alternativo ali pa nekaj, ki bo on, če to neko podjetje, ki storitve zaračuna, pa so storitve njegov prihodek, se pravi, produkt v tebe kupuje, dobi neko maržo, ostale storitve pa v bistvu tisto največ, kar njemu ostane. Ja, pa njegova težnja poveča ta del, ki njemu ostane. In zdaj se vera, je on full fan tvojega brenda, pa vsi, ti kot globalni lider rasteš in vsi hočejo delati z njim. Lahko pa ni čistko, pa on pač neko storitev dela in pa mogoče si on najde, bom jaz pa ne vem, zdaj elektriko naredil z drugimi vtikači, ne z unimi, ker so kao malo cenejši, ampak itak bom isto storitev zaračunal, bo pa cena kao za stranko cenej, s tvojimi pa ne morem tega narediti. Tako je, lažje bo dodatno opremo mogoče prodajo ali pa nekaj tazga tudi, če bo vzel neoriginalno ali pa od nekega drugega, ker bo lažje nekoga prepričal, da vzame sploh dodatno opremo, če že tako glavni produkt drag. Tako je, in zdaj, če reče, zdaj pa da na to gor program zvestobe, pa reče, zdaj pa meni pomembno, da pa ti delaš čim več poslov z mano, zdaj pa ne moreš najdeti se pravi načine, kako boš ti njega zdaj nagradil, In ja, lahko ga nagradiš v ekstra marži, v ekstra neki proviziji, ki jo dobi nazaj, itak to imajo radi, drugo imajo radi tudi, če jih, ne vem, malo opremaš te, recimo, če so neka storitvena podjetja, pa jim daš neke stroje, s katerimi delajo, recimo jim pobrandiraš nekaj, pa se oni počutijo del bolj pripadni temu brendu in vse to lahko delaš sam na način, če ti rečeš, bomo mi vse to za vas zagotovili, če na drugi strani boste vi nam malo pomagali, se pravi, povedali, na katerih dilih delate, boste s temi dili pa priložnostmi delali aktivno, se pravi, ne vem, boste stranko poklicali, boste šli na ogled,
boste, ne vem, nam v sistemu, mogoče, če imamo sistem neki daljene podatke, pa jim rečeš, še ekstra ti dam neki, če nam daš še, ne vem, zbereš še soglasje te stranke, da bomo še mi lahko kaj pošiljali, pa ti pomagali še več posla narediti, ne? Lahko rečeš, super, naredi to izobraževanje, ti damo ekstra, ne vem, neke točke, ki izbiraš, neke elemente, ki jih pač nabirajo zato, da jih pač lahko, ne vem, bolj motiviraš, tako, pa si lahko delaš, ne vem, neke gamification znotraj tega, pa rečeš, v Nemčiji imamo 5 partnerjev, 50 partnerjev, recimo tako, ali pa 20 partnerjev, če pridete na mesec med top 5, a ne, pa je to po nekih takih relativnih zadevah, kar računaš, dobite pa ekstra, ne vem, to. In pa se trudijo, veš, celotna firma se trudi to delati, ne. Na ta način pač bolj zavzeto, pa pol bodo mogoče 2krat razmislili, da sem bliz tega tira, bomo še dobili neki ekstra, dajmo ograditi s tem, ne. Pa dajmo še bolj stranko prepričati, da je boljš, da tistih 10% več, naša storitev bo isto stala, sam bomo pa ogradili to, ne. Pa ne bomo pač imeli mogoče nekih teh stvari, tako da zato bi rekel, no. Ja, meni se zdi, da program zvestobe, torej partnerski program, torej ta strogi tok prodaje, takšna marža in vse to ti pomaga spodbujati tiste, rečemo, trde KPI-je, to, koliko prihodkov naredi nek partner, koliko imaš aktivnih partnerjev, lead conversion rate, te stvari, ki se jih da zares meriti, pa ki se jih da zelo finančno nagrajevati, ne. Zdaj, na drugi strani so pa te, rečemo, mehki KPI-ji, ki jih je pa za dober odnos, pa za to, da boš imel kvalitetne partnerje, pa partnerje, ki bodo tebe priporočali, jih pa lažje nagrajuješ mogoče čez nek program zvestobe, a ne, torej, koliko je nek partner angažiran, je naredil certifikate, je naredil šolanja, a se prijavlja v portal, a ti oddaja nove priložnosti noter, koliko hiter prevzame li, torej, koliko je tako angažiran ali pa koliko je hiter, ne vem, koliko je lojalen, zdaj spet težko je trekati, koliko on dela dejansko s konkurenco, ampak nek občutek pa lahko imaš, a ne. Tako da vse to se mi zdi, da lojalnostni program ful olajša, da tudi neke te mehke stvari nagrajuješ. Zelo podoben kot pri B2C modelih, a ne, kjer želiš nagrajevati neka dobra vedenja. Ampak zdaj postaviti nek tak partnerski ali pa nek program zvestobe za partnerje, to je spet cela svoja znanost, ne. A grejo mogoče na konkretne primere, kjer je nekdo mogel že nekaj razmisliti, kaj nagrajevati, kaj pol tista nagrada, tako, a imamo neke best practice? Ja, nekih ima. Enega smo tudi mi v bistvu s Frodexom na njem delali, to je Velux klub. Zdaj Velux kot ogrejevalec, proizvajalec strešnih oken, tudi tukaj se konkurenca vzpostavlja, ne. Pač dejansko rab na konc monterje, ki to zmontirajo, oni sami tega ne delajo. In tudi ta monter, ponad ga ti pokličeš, jaz bi imel, ne vem, ta strešna okna, ali tudi če greš, ne vem, v neko trgovino z gradbenim materialom kupiti, ti reče, damo še kontakt nekoga, ki ti to zmontiral, ker sam pač tega ne moreš. Ampak vsi te monterji seveda so tudi najdeli kakšno alternativo, ki je cenejša, to, kar sem malo prej razlagal, in zdaj Velux si zamislil, s to težavo so prišli tudi do nas, kaj ne zdaj naredimo, ne? Zdaj treba nekaj narediti. Mi smo pač prišli do nekega koncepta Velux kluba, kjer monterji v bistvu skenirajo vsa okna, ki jih ugradijo, s tem dobimo v bistvu lokacijo ograjenih oken, tipo oken, ki so tam ograjene, severna, južna stran, recimo tudi take stvari. In za vsako ograjeno okno so pač nagrajeni s točkami. Zdaj te točke, ki jih zbirajo, potem lahko v bistvu koristijo za to, da dobijo neko delovno opremo, lahko dobijo nek ekstra voucherje tudi za, recimo, za nakupe, ne vem, pol na Amazonih in podobnih stvarih. O tem sem malo v enem B2C podcastu malo nazaj govorila. Ja, zanimivo je to, ker nagrajuješ tudi ne samo podjetje, ki je tvoj partner, ampak dejansko monterje, da imajo oni incentive to poskenirati, ker na koncu še vedno moraš imeti tam voljo, da bo nekdo to poskeniral, ker šef lahko do neke mere to zagotovi, če imajo pa oni torej možnost dobiti, če rečeva karte za kino, za celo familijo ali pa kaj tasga, ali pa voucher za Amazon, je pa to nek drug driver, ne? Ja, no, ta del je res, se mi zdi tako ključen, plus da so zdaj zadeve še razširjene, ta del, da v bistvu, ko Velux želi nekaj upsellat,
rab da kontakte končnih strank in jih v bistvu, če jih monterji pridobijo, še prav še GDPR soglasje končne stranke, so zato še ekstra nagrajeni. S tem pa v bistvu si Velux pa gradi še nov kanal, ki pa pol gre lahko v BTC prodajo, ne? Ker tis pa pač lahko tudi sam daš gor ali pa je toliko enostavno. Ne? Tako. In tle kot proizvajalce mi zdi, da je to zanimivo, kar ugotoviš. Ne? Torej, mogoče na en trg, ali pa koliko se trgi razlikujejo med sabo. Ne? Zdaj, v Sloveniji vsi vemo, da če boš ti vzel nekaj, kar ti bo monter zmontiral, recimo okna direktno pri monterju, ti jih lahko on skupaj storitvijo proda po znižanem davku. Zdaj nimajo vse države tega tako in tam, kjer ni tega tako, se večina monterjev ne ukvarja s prodajo, ker pač jim ni v interesu, nimajo razloga za to. Tam je potem to drugače, ker ti kupaš pri trgovini, monter je pač čist tretja oseba, ne? In je Velux ali pa pač tudi ostali proizvajalci, imajo recimo mogoče v Sloveniji majčkam več informacij, ker je vsaj direktno do monterja, zelo pogosto na drugih trgih se pa to zgodi, da imajo kontakt sam do trgovine, ki pa pač naroči velike količine in tam je čisto drugače to slediti in to upravljati. In sploh še do monterja nimajo dostopa, kaj šele potem do končne stranke. Imajo veliko koristi na koncu. Sej, tudi en slovenski je Jub Profi Klub, ki v bistvu deluje dosti na podoben način, s tem, da skeniraš v bistvu na teh hobokih, ki so Jubove barve, fasadne sisteme in tako, pa zbiraš na ta način točke, ki jih pa tudi lahko porabijo za, recimo, za razna svetovanja, recimo jih pa dobiš brezplačno kot barna študija fasade, pol recimo za neke promocije, boljše cene stvari ali pa mogoče dostava brezplačna na gradbišče in tako naprej. Tako, se mi zdi, je tudi tak, verjetno se da še kaj na njem narediti, ampak je začetek tega sodelovanja. Ne? Pa imaš malo bolj v tujini, ali pa tudi še vedno evropske grohe, to je v bistvu za vodovod. Zelo na podoben način sicer deluje kot tu na dva prejšnja, ki sem jih omenil, pač spet dobivaš točke za stvari, ki jih ugradiš. Tukaj gre na način, da dokazuješ to prek skeniranja računov. To je malo podoben kot recimo ena nizozemska Wavin, imajo Wavin Rewards. Gre v bistvu tudi za ta način, da račune skenirajo, pa račune, se pravi, da tudi kupiš to lahko v drugih trgovinah, pa so gor te izdelki njihovi, ki so, se pravi, v nekih gradbenih podjetjih to kupuješ, pa imaš pa razne vouchere, dobivaš, ki jih lahko za počitnice porabiš. Zdaj pa grohe plus je še tako značilno, da imaš pa nivoje partner, premium pa ekskluziv, pa s tem si odpiraš pa neke dodatne promocije, dodatne kick-offe, kickbacke in tako naprej. Zdaj pri Vajlantu v Veliki Britaniji pa v Nemčiji imajo pa v bistvu, to so neke toplotne črpalke oziroma grelne zadeve, pa v bistvu dobivajo podaljšanje garancije. Če monter to doda noter, dobijo podaljšano garancijo, pa boljši cashback in v bistvu pol delajo v bistvu, se pravi, te partner delajo registracijo naprav. Veš, ne tako, kot pa Bošu, Philipsu pa to, kot ti kot končna stranka narediš to, ampak partneri delajo te, zaradi tega, ker oni itak prijo servisirati, ti ne servisiraš pa tudi zagon verjetno oni delajo. Tako, in zato oni dobijo kot, če to registrirajo, kje to je, kaj vse vnese, oni pa dobijo podatke o tem, dobijo pač dalj časa en support na servisu. Mislim, se drugač glik za njih, jaz tudi kaj izbral, kjer je bilo to, da so šli pri partnerskem programu iz teh klasičnih evrov ali pa funtov v točke in v lojalnostni program, kjer so recimo zelo razmišljali o nagradah. Ne? In ena od nagrad, ki so jo, ali pa ena najbolj popularnih nagrad, ki je bil torej nek premium set orodja. Ne vem, zdaj v B2C bi to rekel, Makita, bolj ta resnih misli, da ni Makita, ta premium player so neki drugi. Ampak skratka... Hilti. Tako, ampak neka drag set orodja, baterijskega ali kakorkoli, ki si ga sicer mogoče ne bi prvoščil, tudi kot partner, ki se redno s tem ukvarjaš, bi ga pa z veseljem na točke vzel. Drug nivo je bil pa torej nek čist ekskluziven dogodek, ki so ga imeli, mislim, da enkrat na leto ali nekaj tazga, nek avtomobilističen, torej nekaj tazga, kar
moške driva. In skratka, zelo ekskluzivno in stvar, ki ful gradi odnos do tega partnerja, ker se vsaj en obdobje po takem dogodku se ti čist drugačen odnos imaš do tega partnerja, po drugi strani pa tudi partner imel možnost na drug način nek connection s tabo narediti. Ne? Vse to se dela tudi na izobraževanjih v živo, pa na takih stvarih, ampak na takem dogodku je pa še vse skupaj bolj sproščeno. Zdaj, druga stvar, na katero se jaz vedno spomnim, je ta Igorjeva zgodba. Se mislim, da je zdaj pred kratkim v enem blogu napisal, torej zgodba o nekem vinarju, mislim, da je iz Brd, nima CRM-ja, nima partnerskega programa, kar pa je imel zamaške od vina. Ne? Torej, eno je, da je on imel na eni strani odnos, rečemo z restauracijo, ki je kupovala vina od njega, na drugi strani pa on gradil odnos direktno z natakarji, ki so tisti, ki na koncu zelo velikrat dajo priporočilo za neko vino. Sploh pri nas, ki smo ljudje, ki se ne spoznamo, nimamo zares mnenje, rečem, kaj mi priporočate za tukaj zraven. Ne? Torej, ta vinar, ki je pripeljal robo v restauracijo, je še od natakarjev pobral zamaške in videl, koliko je kakšen natakar prodal določenih vin in jih za to nagradil. Zdaj je to, ne vem, v obliki neke nagrade, evrov, oziroma mislim, da Igor prav, pa nočem preveč pokvariti njegove zgodbe, ali pa da ne bom kaj narobe povedal, ampak v smislu nek tak ekskluzivni event pri vinarju, kjer se nekdo spet neko navezavo na vinarja naredi, na proizvajalca, na drugi strani pa mogoče se še neko izobraževanje dobi o vinu in je s tem samo še boljši. Ne? In mi je tak super program, za kjer ga niti ne veš, ker se mi zdi, da jaz kot nek, rečemo, končni kupec, jaz se opazim, da ima ne vem, Merkur nek poseben program za monterje ali pa za B2B ali pa da ga ima, ne vem, Top Dom obnova, pa te podobni. Za proizvajalce pa niti nimaš občutka ali pa nimaš vpogleda v to in je zanimivo, kaj vse tukaj obstaja. Ne? Ampak ok, zdaj, da vse to funkcionira, moramo pa delati s temi partnerji. Torej, moramo imeti vzpostavljene neke procese, da bojo partnerji zadovoljni, da bomo mi zadovoljni, da bojo partnerji kvalitetni. A gre lahko malo strukturirano čez te, kaj se rabimo narediti. Skozi en proces. Tako. Zdaj, tako kot povsod, kot se je rekel, najprej rabimo te partnerje dobiti. Tako kot iščemo partnerje za kaj drugo, je to tukaj, da identificiramo, kaj so neke idealni profil partnerja, a iščemo, ne vem, trgovce, monterje ali distributerje, zdaj, kaj iščemo, ne, in kako bomo to najdeli, kako bomo zdaj to bazo nabrali, kako jih bomo nagovorili, kako bo zdaj gledal sam podpis ali pa, ne vem, pridružitev, recimo, da se nekdo bi, ne vem, je to online nekaj izpolne ali ga, ne vem, na sejmih spoznamo in pol, recimo, to naredimo, prijemo do onboardinga, ko moramo zdaj tega partnerja nekako vključiti v našo podjetje, ne, v pač celotne, v naše procese, kako delujejo, se pravimo, brand prezentirati, produkte prezentirati, na kakšen nek osnovni trening narediti, ga certificirati, in zdaj to so lahko, ne vem, nekaj je fizičnih dogodkov lahko, ko moraš kaj naučiti, pa jih povabiš, ne vem, k sebi, mogoče imaš en tak training facilities, drugo je, da jih pač online neke stvari morajo narediti, mogoče je kaj tudi tako na videoklicih in podobno in potem reči, kako se to narediš, onboarding, izobraževanje, certificiranje, postaneš nek uradni strokovnjak in lahko zastopaš to blagovno znamko ali pa ta brand in greš pač delati. Tako, ker recimo prej si govoril o Jubu, ne, torej fasadni sistem Jubov ti lahko katerkoli fasader teoretično da na tvojo hišo, ampak če je certificiran, imaš ti drugačno garancijo na to, ne? Tako, predvsem ta del, imaš garancijo, tam je nimaš. Tako. Imaš garancijo proizvajalca, ne tako? Tako, ja, kot pa reče, kdo te je ugradil. Pa. No, pa imaš en ta, rečem temu, stanje ali pa menik enablementa, kjer v bistvu ti daš na voljo neke prodajne, prodajna orodja, bi bilo lahko tako, ne. Recimo, ko sem imela sales quiz, tukaj je lahko dobil dostop do konfiguratorja, ki si ga uporablja za pripravo ponudb. Lahko dobiš še en orodje za delanje določenih ponudb.
Se pravi, take stvari dobiš, kjer so mogoče noter že cene zate preračunane in hitreje v bistvu ti prideš do nekih ponudb, mogoče celo, ne vem, dobiš kakšno aplikacijo, s katero si boš pomagal, pa boš to delal, pri Veluxu primer dobiš app, dobiš dostop, da boš zdaj lahko skeniral ta okna. Ja, in to, ko skeniraš, ni samo to, da si ti zdaj nekaj naredil, zato so se ti neke točke prištele, dobiš tudi lahko link do tehnične dokumentacije, mogoče nek bolj obskuren model, ki ga ne montiraš redno in imaš vse na dosegu roke. Ja. Tako. Pa se pa v bistvu, mi zdi, ta del se veliko ukvarjamo, to je prodaja, skupna prodaja in delo na priložnostih, pa ali pa na delih. Se pravi, eno je, da podjetje mogoče krovno dobiva povpraševanja, pa jih distribuira partnerjem, to je en način. Zdaj partnerji potem tekmujejo, kdo bo boljši pri zaključovanju tega, ali kdo boljši izvedel stvari in spet tam prije v igro ta lojalnost, angažiranost, pač ti jih nekako rangiraš, lahko pa skupaj delaš na tem delu, se pravi, da so oni dobili neko povpraševanje, ti si dal ponudbo in potem skupaj delaš na tem delu, v smislu, mogoče večje naročilo za neko večjo poslovno stavbo nekdo dela, pa naroči, ne vem, okna, in zdaj tekmuje tam v, ne vem, Nemčiji, ti pa je Slovenije, da bodo čim boljšo ceno, zdaj ti kot partner lahko na tem delu delaš, pa rečeš, ok, za ta deal special ti pa dam nek discount, zato da bomo dobili, to nam je tudi v interesu, gre za veliko naročilo. Tako, recimo pri nas tehnološki partnerji se velikokrat zgodi, da rečejo, ok, zaupamo vam prodajo, zaupamo vam tudi potem, da ste tehnično usposobljeni, ampak radi bi pa zraven bili, pa vam pomagamo z eno iz materiali, imate neke predstavitve, ampak tudi za vas bomo, ne vem, predstavitev za stranko naredili, torej tako, ki je res, rečemo, bolj marketinško narejena. Ker zelo velikokrat se zgodi, da smo tudi tehnološka podjetja, da smo pač monterji, torej znamo zelo dobro imamo zelo dobre veščine, da je stvar tehnično dobra, mogoče pa nismo tako dobri v tem, rečemo, marketinško-prodajnem procesu pri prodaji točno te rešitve in tam si želijo pomagati. Zdaj, največkrat se sicer zgodi, da če bomo mi slovensko stranko, da si želimo pogovarjati v slovenščini, pa potem to malo odpade, pa se moramo mi s tem ukvarjati, pa v tem bolj usposobiti. Ampak ja, na ta način se da pomagati, pa na drugi strani tudi eno je ponuditi pomoč partnerju, na drugi strani si pa izboljšati možnosti, da prodaš, ker ti vsem drugače poznaš svoje orodje, drugače poznaš svoj roadmap, kaj boš delal v prihodnosti in lahko neke drugačne obljube daš. Ja, in če zdaj tle iz tega nadaljujeva, da rabiš v bistvu neko podporo pa account management, tako ga tudi mi imamo za določene te vendore, je v tem delu, da lahko hitro dobiš podporo, ker ne tako kot mogoče neka končna stranka na nekem self-service SaaS-u nekaj vzela, ampak imamo druge kanale, kjer hitreje dobiš podporo, si bolj lahko odzivan in imaš tudi nekoga tam kot account managerja, ki skrbi za te ali pa za več partnerjev, odvisen pač od na katerem nivoju si in ti mogoče, ne vem, prej dovoli, da ne vem, neke stvari testiraš obeti, ne vem, mogoče ti omogoča, če je proizvodno podjetje, da ne vem, ok, se kakšna zadeva malo pohitri, se pri logistiki kaj prilagodi, se pravi, dela s tabo aktivno, ne da si odvisen pa čakaš, ampak je nekdo tam proaktiven. Se to je mogoče sploh pri proizvodnih ful velika razlika, če si ti B2C ali pa torej delaš s partnerji, ker da imaš enega partnerja, se z njim ukvarjaš, medtem ka okna, vrata, nadstreški, to je stvar, ki jo kupuješ kot končna stranka enkrat na 20 let. Tam ti kot proizvajalec težko vzpostaviš nek odnos s tem kupcem. Ja, se imamo potem poprodajo, pa odlične stvari, pomembne stvari, ampak čist drugačen odnos imaš ti s partnerjem, ki večkrat na mesec ali pa vsak teden ali pa redno ugrajuje tvoje stvari. Mislim, to pa se mi zdi ta del, ki sem malo že govorila, neki program zvestobe ali pa neka lojalnost, ki jo gradiš, se pravi, da motiviraš, nagrajuješ, daješ neke ekstra bonuse, se pravi, da še ta del procesa pokrijeva. Na koncu koncev pa je neko merjenje uspešnosti, kjer ti kot proizvajalec spremljaš neke KPI-je, kaj ti delaš v partnerski prodaji, koliko v bistvu, kakšna je profitabilnost partnerske prodaje, kako po trgih je to, kjere stvari se boljš prodajajo, a imaš, ne vem, pridobivanje tudi končnih strank tam, vse take stvari se mi zdi
Pol treba tudi z informacijsko tehnologijo podpreti. Kaj misliš, kako bi se ti tega lotil, oziroma kaj bi rabo za to? Ja, za ta področje obstajajo prav čist svoj tip softvera, imenuje se PRM, Partner Relationship Management, torej zelo podobno kot CRM, samo da je namenjen delu s partnerji. Tudi integriranje s CRM-jem, ponavadi integriran vsaj s CRM-jem, včasih tudi z ERP sistemom, malo odvisno od tega, torej ali smo proizvodno podjetje ali smo, ali smo neko tehnološko. In torej namenjen upravljanju odnosa s partnerjem. Zdaj, koliko daleč gre, je pač zelo odvisno od rešitve do rešitve. Zdaj, ko pridemo do stvari, kot je lojalnostni program, ena naprednejša enterprise orodja že imajo to noter, neka bolj osnovna mogoče nimajo. Tudi zelo odvisno je od tega, koliko nam je partnerski kanal pomemben, pa kakšne partnerje imamo. Zdaj, nekatera ta orodja se zaračunavajo po partnerju, pa zdaj, če imaš ti 20% partnerjev, ki res dela s tabo redno, pa še 30%, ki nekaj naredi enkrat na 3 mesece, pa ostalih, ki so neaktivni, mogoče ni najbolj tak sistem smiselen. Ne? Ampak mogoče, če imamo pa majhno število partnerjev, je pa lažje tak sistem upravičati, ker plačamo nekaj po partnerju, kot investirati v neko resno rešitev za, rečemo, neomejeno partnerjo ali pa za veliko število partnerjev, ki pa ima že samo po sebi visoko ceno. Ne? Torej, upravljanje, da imamo mi na enem mestu bazo vseh naših partnerjev, to, kje v partnerskem programu so ali pa kakšen tip partnerja so, njihovo pogodbo, status, kdaj poteče, vse take stvari. Potem večina sistemov ima tudi torej neko podporo za prodajni proces, torej to, da lahko partnerji noter registrirajo lide, pa registrirajo dile, to, da imamo mi možnost na drugi strani svoje lide noter prines, pa jih razdeljevati med partnerji ali pa narediti nek sistem avtomatskega razdeljevanja ali pa pravila, kako partnerji dobivajo te lide, detekcijo konfliktov, torej to, kar sem prej omenila, kaj če dva partnerja registrirata ali pa delata na isti stranki, ker stranka je mogoče poslala povpraševanje dvema partnerjema, ker ve, da tudi od partnerja do partnerja bo dobila različno storitev na koncu, kako tukaj postopati, pa jasno neko prodajno analitiko zraven. Potem pa onboarding, največkrat imajo noter nek onboarding včasih, torej določeni se pa odločijo, da bojo kar svoj LMS sistem, torej Learning Management System, vzpostavili, ker imajo, ne vem, bolj kompleksne zahteve. Največkrat recimo so onboardingi pa izobraževanje v partner relationship sistemih, rečemo v neki obliki anket z neko možnostjo pridobitve certifikata ali pa kvizov. Medtem, ko mogoče neki drugi napredni sistemi ne omogočajo bolj zahtevne sisteme testov pa preverjam pa takih stvari. In torej vse, kar še spada v ta enablement zraven. Torej, če rečemo kot nek partnerski portal, kjer se partner prijav noter dobi naš logo, naš template, da bo lahko ponudbo na njem naredil, primere predstavitev, ki jih lahko prilagodi svojim potrebam, ali pa prepošle take naprej, kot so mogoče noter marketinške ali pa prodajne materiale, ki jih že mi prevedemo v različne jezike. Torej vse tako podporo in pa potem spremljanje, kje je on v partnerskem programu, koliko mu manjka do naslednjega nivoja, koliko mora še narediti, da bo ostal v tem nivoju. Torej tudi orodja za partnerja, ne samo za podjetje. Zelo velikrat omenil si torej, da imamo nek poseben kanal za podporo partnerjem. V PRM sistemu je največkrat tudi že možnost ločenega ali nekega support komunikacije ali pa komunikacije, torej jasno na skupnih dealih imajo vsi sistemi možnost tega, da skupaj delamo. Torej eno je, da posodabljamo deal, drugo je, da komuniciramo na tem dealu, še ločeno je pa pač neka, rečemo, splošna komunikacija ali z enim partnerjem 1 na 1 ali pa s partnerji na splošno, kjer mi rečemo objavljamo novice ali pa pošiljamo neka sporočila, imamo na ocenik, spreminjajo se partnerski pogoji in to, tako da PRM sistem nam pokrije res vse. Mi smo partnerji parih, za večinoma teh, na kjer se mi fokusiramo, so taki, ki so zelo tesno integrirani s HubSpotom, ampak torej en je tak, kjer je res stoji na HubSpotu v osnovi, torej uporablja podatke iz HubSpota, drugi so pa taki, kjer lahko tudi stojijo samostojno, imajo pa zelo dobro integracijo vse na CRM sistem. Ker dejstvo je, kot si rekel, zelo velikrat je podjetje
vlogi, kjer ima partnerje, ampak ima tudi neko direktno prodajo, ali vsaj na lastnem trgu, ali pa na določenih trgih, ali pa tudi na lastnem trgu konkurira s partnerji. Tako da zelo velikrat že imajo tudi nek CRM. Tako da, ok. A bi še kaj dodal? Jaz mislim, da so bila kar konkretna in izčrpna. Ja, ne, se mi zdi, da so šla res kar v detajle, no, oziroma zdaj, če bi koga bolj konkretno zanimali, nama pa lahko napiše. Ja, zdaj, če bi koga bolj konkretno zanimali, prav v teh life cyclih, kaj je potrebno podpreti ali pa kaj je potrebno imeti za dober odnos s partnerji, in tudi predstavitev enega PRM sistema bomo imeli enkrat v oktobru, planiramo webinar, tako da, če vas to zanima, dajte se prijaviti na naše novice na frodix.com, pa boste obveščeni o tem, kdaj bo. Torej, mislim, da v drugi polovici oktobra je plan, da bomo naredili en tak webinar o partnerski prodaji. Super. Pa okay. Če ne bi radi zamudili naslednje epizode, en tak všeč, kaj deli, subscribe se na svoji platformi, to res cenjeno. Vsak dosti pomaga, da več ljudi pa to slišno. Tako. Ok, hvala vsem za poslušanje, hvala tebi, Gorazd, in se slišimo naslednjič. Čau.